Danes v Pomurskem dnevniku Jevšek, stari novi župan. To so pomurski župani. Odzivi županov. To je sestava soboškega mestnega sveta. Vreme, jutri oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. 7. lokalne volitve v samostojni državi so za nami. Po 20 letih sta se v Murski Soboti za županski stolček potegovala le dva kandidata. Aleksander Jevšek iz vrst SD-ja in Bojan Petrijan iz SDS. Po najnovejših podatkih je Jevšek zbral 74,23% glasov, Bojan Petrijan pa 25,77%. Jevšek pravi, da sta se v tej volilni tekmi pravzaprav udarili dve različni politiki. Politika, ki je zastopal moj protikandidat, je politika razdora, politika prepira, vse je slabo, bali so se, ali bo uspel paviljon Expano in je vlivala v ljudi nek nemir, negotovosti. Druga politika, ki jo mi zastopamo, socialdemokrati in ekipa, ki je z mano, je politika optimizma, da se v tej Murski Soboti, v tem Prekmurju, da marsikaj narediti. To smo dokazali v teh 4 letih in tako bomo delali tudi naprej. To je politika optimizma, drznosti, neprepredljivosti, nekako povezovanja. Jevšku je čestitev tudi predsednik socialnih demokratov Dejan Židan. Župan se seveda zasluži, da nadaljuje mandat, število glasov je pomembno večje kot pred 4 leti. V 4 letih je naredil gospod župan že marsikaj, sedaj pa ima tudi načrte že pripravljene za naslednja 4. Tako da komaj čakam, da menijo ponovno 4, takrat bomo Sobočanci živeli še bistveno bolje, kakor sedaj. Čestitam pa tudi vsem kandidatkam in kandidatom svetniške skupine. Vidimo, da bo tudi ta skupina bistveno izboljšala rezultat, tako da bo župan lažje deloval v mestne občine. Petrijan, sicer razočaran nad rezultatom, je prepričan, da Murska Sobota zmago Jevška ne bo mesto presežkov. Grom je porazil aktualnega župana. Župan aktualni je pa porazil volivke in volivce. To je dejstvo. V naslednjih 4 letih, če se ne bo nič spremenilo, imamo še en žalosten konec. Pomeni en poln nahrbtnik nekih obveznosti in prej ali slej bo nekdo to moral sanirati. Ljudje se bodo seveda tega zavedali, žal pa niso izkoristili možnosti, da bi končno pokazali, da lahko Sobota doseže presežek. V mestni občini Murska Sobota je sicer 16.213 volilnih upravičencev. Volilna udeležba pa je bila 53,93%. V nadaljevanju preverite, komu smo Pomurci zaupali vodenje naših občin v prihodnjih 4 letih. V 8 pomurskih občinah se bodo volivci še enkrat podali na volitve, saj bo potekal drugi krog, v preostalih občinah pa so zmagovalci županskih volitev že znani. V občini Beltinci je tako z 60,66% glasov zmagal Marko Virak. Tudi Črevenšovci so dobili novega župana oziroma županjo. Dolgoletnega župana je premagala Vera Markoja z 62,38% glasov. V Dubrovniku je bil samo en kandidat, in sicer aktualni župan Marjan Kardinar. V Gornjih Petrovcih ostaja stari novi župan, sicer Franc Šlichthuber, ki je zmagal s 55,37% glasov. Na gradu bo županovala gospa Cvetka Ficko, ki je zmagala z 71,31% glasov. Tudi na Hodošu je bil le en kandidat, in sicer aktualni župan Ludvik Orban. Na Kobilju je zmagal aktualni župan Robert Ščab s 54,81% glasov. V Križevcih so imeli samo enega kandidata, aktualnega župana Branka Belca. Na Kuzmi je zmagal aktualni župan Jožef Škalič s 66,96% glasov. Tudi v Moravskih Toplicah bo stari novi župan, in sicer Alojz Glevač, ki je dobil 85,28% glasov. V Murski Soboti bo županoval Aleksander Jevšek, ki je dobil 73,96% glasov. V Odrancih je zmagal Ivan Markoja, dosedanji župan, in sicer je prejel 76,3% glasov. Tudi v Pucencih bodo imeli starega novega župana, Ludvik Novak je dobil 52,67% glasov.
Na Razkrižju je kandidiral dozdajšnji župan, ki je bil edini kandidat, torej ostaja župan Stanko Ivanušič. V Rogaševcih je zmagal dosedanji župan Edvard Mihalič, ki je prejel 56,34% glasov. Tudi v Šaljivcih bodo imeli starega novega župana. Iztok Kvartek je prejel 75,8% glasov. V Svetem Juriju je zmagal Anton Slana s 54,23% glasov. Velika Polana je imela le enega kandidata, in sicer dosedanjega župana Damjana Jaklina, v Veržeju pa je zmagal Slavko Petovar, ki je dobil 79,52% glasov. V studiu TV Ideja zbiramo odzive pomurskih županov, ki so zmagali na volitvah. Poglejmo izjavo. Mene so že od spomladi naprej nekako na nek način nagovarjali, naj kandidiram, naj vložim kandidaturo, in seveda jaz sem toliko imel dolžnost, da to možnost ponudim našim občankam in občanom, in seveda tako je pač prišlo, da ni bilo nobenega protikandidata. Mogoče vprašanje, kakšni so načrti oziroma kakšno je predvideno oziroma vaš načrt razvoja občine? Mi bomo kar naprej nadaljevali z načrtom, kar je odvisno to seveda od možnosti, kakšne bomo imeli seveda razpise, kakšne sofinanciranje bomo lahko pridobili na nek način, na vsak način bomo pa se prijavili na evropska sredstva, ker se tiče mejnega prehoda, bivšega mejnega prehoda, to smo dobili v last in seveda to bomo mogli urediti turistično-informacijski center, pa še tudi druge obveznosti, kot je to razsvetljava na nogometnem igrišču, zamenjava gasilskega vozila, pa vse ostale tekoče obveznosti, ki pač občina mora v tem času tudi oziroma istočasno mora voditi pa delati na tem. Mogoče še vprašanje, katere so tiste težave, problemi, s katerimi se občina sooča? Glejte, to so razni razpisi za nas neprimerni, niso dosegljivi. Tu bi trebalo seveda strani vlade nekaj drugače razmišljati, ker mi smo tudi podaljšana roka države in seveda, če občine ne delamo na razvoju, ne moremo delati na razvoju, to potem določeni del območja države zaostaja za razvojem. Lahko rečemo, da se nekako občine v Sloveniji neenakomerno razvijajo. Ja, gledajte, mi tega ne moremo povedati, ker mi v zadnjih letih, od 1.1.1999 leta naprej, smo precej delali na tem, na razvoju občine, in mi smo dosti ogromno pridobili, kar se tega tiče infrastrukture, tako da ne bi jaz lahko o tem imel negativno razmišljanje, je pa problem, da kako bo to v bodoče možnosti, seveda, da bomo tudi še naprej lahko razvijali. V kar 8 pomurskih občinah od 27 se obeta drugi krog. V nadaljevanju preverite, kje. V Ljutomeru se obeta drugi krog, v katerem se bosta pomerila aktualna županja Olga Karba in novinar Dejan Karba. Karba je za drugi krog bil hud boj s kandidatom SMC Andrejem Vršičem, ki jo je ločilo le nekaj glasov. Lendava bo po 16 letih dobila novega župana, a šele v drugem krogu, v katerem se bosta po dosedaj preštetih glasovih pomerila 28-letni Dejan Süč in kandidat desnice Janez Madžar. Zanimivo bo tudi v občini Radenci, kjer se drugi krog obeta med publicistom in raziskovalcem polpretekle zgodovine Romanom Leljakom in Emilom Šmidom iz vrst SD-ja. Po doslej zbranih podatkih se bodo, kot kaže, na volišča znova odpravili tudi občani Gornje Radgone, Apač, Turnišča, Cankove in Tišine. SD v Murski Soboti bistveno povečal število mestnih svetnikov. Vrste Štihčeve Modre liste in SMC močno okleščene. Poglejmo sestavo občinskega sveta mestne občine Murska Sobota. Volivci v 212 slovenskih občinah smo na lokalnih volitvah odločali, komu bomo zaupali vodenje naših občin. Medtem ko so zmagovalci županskih volitev v mnogih občinah že jasni, se bodo ponekod dvojice kandidatov z najboljšim rezultatom pomerile še v drugem krogu. Zdaj se počasi posvečamo še sestavi mestnih in občinskih svetov, kjer se Murski Soboti obeta kar nekaj sprememb. Spomnimo, da je do zdajšnjem mandatu soboški mestni svet tvorilo 6 svetnikov SD, zdaj jih bo 11. 6 svetnikov je imel tudi SMC, ki bo zdaj imel le 2. 5 svetnikov je bilo Modre liste, zdaj bo le 1. SDS bo imel zdaj 4 svetnike, prej je imel 3. Po eden so bili iz vrst Desusa, NSI in Liste za 2020 in tudi zdaj bodo imeli po enega kandidata. V tokratnem mandatu pa bodo v mestnem svetu sedeli tudi svetniki NSP, Levice in LMŠ. V mestnem svetu pa bo sedel tudi romski svetnik.
Z minulimi volitvami in 11 osvojenimi mandati so socialni demokrati torej bistveno povečali svojo prednost, saj so skorajda podvojili število mestnih svetnikov. Precejšnjo izgubo je medtem utrpela modra lista Antona Štihca, ki je prejela le en mandat, 4 manj kot ob zadnjih lokalnih volitvah. Kar 4 svetnike oziroma 2/3 stolčkov je izgubil SMC, ki bo v mestnem svetu odslej zastopan le z 2 svetnikoma. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o sumljivi pošiljki, iz katere se je vsul črni prah. Preverite, kje oziroma na kateri naslov je prispela, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan oslabele in popoldne večinoma ponehale. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Včeraj zvečer in danes čez dan je snežilo. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričku namerili 1, v Murski Soboti in Radencih 2, v Lendavi pa 3 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan oslabele in popoldne večinoma ponehale, burja bo slabela. Jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 2 stopinji, podobne pa bodo tudi dnevne temperature. V sredo in četrtek bo pretežno oblačno in po večini brez padavin. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 5, dnevne pa od 5 do 7 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.